so bile tudi reakcije, ok, in ko boš zdaj to popravila, ne? Ko boš ratala drugače. Kako pa veš, recimo, kaj pride od intuicije, kaj pa pride recimo iz uma? Dosti ljudi naredi to napako, zato ker razume to pač tarot karte kot nekaj, kar napoveduje prihodnost. Rola, tisto rola. Ok. Smo? Ja. Ok. Evo, lepo pozdravljena, Izabela. Živjo. Ja. Kako smo? V redi? Ma, v redi. Ja. Manj živčno, ko sem čakala. Ja, se to. Večina hostov reče, da je malo živčno na začetku, pa ko se enkrat začne odvijati pogovor, podcast je... Ja, se je vedno, lažje, tako, ja. Tako. Malo tudi po vremenu, saj jaz malo tako zaspano. Ja, bolj Luizi. Malo bolj Luizi, ne, zdaj se ta pravo. mogoče je prav, da je ja, tako, malo tako jesensko, ta pravo, ne, tako da. Ja, končno. Ja, končno. Ja, je bila duho poletje letos, ne, ja. Meni je ful ni. Mislim, meni mi je bolj fajn poletje, mislim tako toplo, no. Okay. Zimo malo težje prenašam, se mi zdi, ne vem. Ja, jaz pa lih kontra, jaz pa poletje te vročine ne prenašam in pole sem prav vesel, ker končno nastopilo malo bolj tako frišno. Ja, da se noben ekstrem ni uredi, ne. Ja, tako. Tako da, evo, danes smo te povabili, ti si sestra naše Hane, ne, kaj je zdaj ta glavna, zdaj, ka ni še nika nazaj, ne, zdaj rock and roll v hiši, ne. Tako da, nekaj smo rekli, da bomo imeli pogovor od vseh malo tematik, tako da bomo videli, kaj nas zapelje pogovor. Zdaj sem si zamislil za začetek, da prijemo v tisto, s tem se ti ukvarjaš, da nam malo opišeš, kako si se začela s tem ukvarjati, kako si prišla do tega in potem vidimo, kako te je tvoja pot zapeljala in potem bomo sproti videli, kaj nas v tematiki potem naprej peljejo. Ok. Se pravi, če bi se dala neko oznako, bi rekla, da sem pač umetnica, ker neka glavna stvar pri meni so ilustracije. Rišem že, odkar se spomnim, odkar vem zase. Tako pred 2 letih sem dobila prvo skicirko in voščenke. In prva stvar, ki sem narisala, je bila cela moja familija. So zgledali sprot kako neki krompirji in narisala sem oblake, sonce in drevo. Tako da to očitno mi je bilo ful pomembno takrat. Kar se kaže tudi za naprej, ker za reč narava je moja glavna inspiracija v bistvu. Zdaj drugače, ne vem, tako, kar mi je zraven narave še inspiracija je čarovništvo. Tako da to smo rekli tudi, da bomo omenili, tako da vključim že zdaj nekako zraven. Zaradi tega, ker tega dela sebe dosti cajta nisem sprejemala. Sem že od zmeri tako bolj občutljiva, intuitivna bi rekla, malo izstopam pri določenih stvareh. Ne mislim zdaj tega nekaj, da sem jaz nekaj bolj hardma, tako nasplošno sem opazila skozi leta, da sem malo drugačen kot ostali, kot večina. No. Srečam sem pa tja koga, ki mi je kar podoben, tako bolj redko. Ja, mislim, da to je vseeno. Ja, takrat, ko smo začeli klepetati, se pravi, da bi prišla na podcast, rekla, da si se mogla v bistvu naučiti, kako drugače živeti. Pa me zanima, kaj so bili neki ta prvi triggeri, ki si jih videla pri sebi, da si malo drugačna. Pa v bistvu ponavadi je zmerno tako, se pravi, kadar se odločimo za neke spremembe, vidiš, da pač tako po starem načinu ne moreš živeti in potem tudi začne neko pot raziskovanja sebe. Pa me zanima, kaj je bilo pri tebi tisto ta prvi znak in potem, kako si se začela raziskovati stvari. Jaz prvo, kar sem opazila, v bistvu, tako bi rekla, zdaj prvo, kar mi pada na pamet in kar je bilo tudi tako neko ključno, bi rekla, neka rdeča nit, so bile moje sanje, ki so ful žive. Tako pač sej dosti ljudi mi ne verjame tega, mislim, niti ne rabim, da mi kdo verjame, pač tako je. Jaz se v bistvu vsako jutro spomnim svojih sanj in tako ful detajlov, si pravijo, da se ne spomnimo vsega, ne, celih sanj logično, tako se spomnim res ful, so pač celi kinoti in jaz dosti krat ostanem utrujena samo zaradi tega. Ko se toliko dogajalo po noči. Ja. Res? In v bistvu jaz sem mislila kot otrok, da je to normalno, da se to vsem dogaja. In sem začela, pač mislim, sem govorila ful odprto od tega in pol sem ugotovila, da pač, ne vem, me gledajo eni malo čudno, da očitno ni tako. In pol sem se ful, mislim, že tako sem bolj introvertiran človek, sem se ful zaprla v sebe, pač nisem tela deliti določenih delov sebe in sem jih začela po eni strani celo sovražiti, v bistvu to občutljivost na nek način. In
V bistvu, na kratko povedano, sem probala biti kot ostali, samo pač ne gre, ne? Te stvari ne grejo stran, ker pač če zaznavaš nekaj več, mislim, če vidiš dobesedno, ko neke podnapise zraven stvari, recimo, ne vem, že ko prideš v nek prostor, začutiš energijo, zdaj še, ker je to ta izraz tako popularen, se mi zdi zadnje cajte, ali pa ne vem, to neko auro od ljudi, veš, kaj ljudje ti lahko nekaj rečejo, a ti v bistvu že vidiš, ne vem, vsaj jasno že vidim v glavi slike ali pa slišim stvari tako na nek ta način in tega ful nisem sprejela, ker si pač nisem znala logično razložiti, oziroma sem mislila, da pač po eni strani rabi biti vse razloženo, ker se mi zdi, smo nagnjeni k temu, da rabimo neke črno na belem neke dokaze in tako naprej. Ja, ker tudi recimo te stvari je težko spraviti v besedo in tudi zaradi tega se mi zdi, da je težko, da se prije do neka obsojanja, zaradi tega, ker te imaterialne stvari je težko opisati, težko besediti, ne, in tudi zaradi tega nastane ta gap, ne, med... Ja, je ful težko, ja. Jaz mislim, za ene stvari sploh ne dobim besed, zato mogoče tudi zdaj ne bom znala kaj prav točno razložiti. Mislim, da unik, če bo kdo poslušal in je podoben meni, bo razumel, če se govorim, no. In pol v bistvu, ja, to je vodilo zmeri bolj v neko stisko, sej na ven niti mogoče ni bilo tako videti, to bi rekla cajt tako srednje šole pol že. Ne vem, ful sem imela tesnobe, ful paničnih napadov in tega sem se takrat tudi v bistvu na nek način sramovala, pač sem skrivala. Mislim, ne vem, si nisem upala tako odprto govoriti od tega nasplošno. In po drugi strani, nek drugi del mene mi je postalno govoril, da jim moraš rešiti to, zato ker sem ful taka, da kadar prije do težave, se mi zdi, da hočem takoj rešiti, takoj dobiti nek odgovor. In pol me je pripeljalo, ja, v eno obdobje, kjer sem v bistvu zbolela, tako kar močno, pač sem imela pljučno embolijo in sem kmalu umrla, to je bilo zdaj tako 5 let nazaj. Ja, v bistvu je šlo proti koncu faksa, tisti zadnji letnik, in sem mogla prekiniti, ker sem končala pač v bolnici. In takrat je bila pol tako neka, bi rekla, zdaj, če odgovorim na tvoje vprašanje, neka tako prav res prelomna točka, kjer sem dobesedno pol leta, sem zareč bolj ali manj preležala in tiste prvi mesec, 2, ki je bilo najslabši, pač kaj itak, če ne moreš dihati, se ne moreš premikati, ne moreš delati nič. Jaz nisem mogla, v bistvu jaz sem bila tako švoh takrat, po tem, ko sem prišla z bolnice, da recimo niti oči nisem mogla imeti odprtih, tako pač težko je bilo imeti odprte veke in v bistvu te pahne, oziroma me je pahnilo življenje v tako situacijo, ko sem samo ležala, mižala in sem bila sama sabo, ne. In je, sej ti recimo, če se spraviš meditirati, se pač sam daš v to stanje in okej, ne, pač imaš tudi neko omejen cajt, eni, ne vem, upajo meditirati 15 minut, eni tudi 1 uro ali več. In tle je pa bilo tako prisiljeno, in polk nisem imela v bistvu kaj delati, je prišlo na površje, bi rekla, s podzavesti v zavest, dosti teh nerešenih stvari za nazaj. Tako da tle sem mogla pol se dejansko sprijazniti sama sabo, no, v bistvu se zuno mojo temo tudi, bi rekla, kar dajem pač velik pomen tudi pri mojih ilustracijah, ki so večinoma črno-bele. Se mi zdi, da mora biti neko ravnovesje, ne more biti vse samo dobro in ta toksična pozitivnost, ki je zdaj tudi povsod. Tako da ja, jaz pravim, da te tema lahko nauči dosti več, no. Če si pripravljen na to, seveda, ker pač ni lih za vsakega. Ja, če imaš to pravi odnos do tega, se mi zdi, ne. Pač če jemlješ to kot ne nekaj slabega, ampak drugače refrejmeš to. Pač da je tam v tistem se lahko dosti naučiš, ne. In zanimivo, ko te življenje pripelje do nekih stvari, da jih poleg. Ja, mislim, tako, če se nečeš sam spremeniti, boš dobil en fajn pataf, se mi zdi, ne, da te bo vrlo res po tleh. A misliš, da je bila ta pljučna embolija, ki si imela, tudi povezana s temi nerešenimi težavami, ali si prišla do kakšnih zaključkov? Na nek način v bistvu, po mojem, ja. Mislim, jaz gledam na, kako bi rekla, jaz provam gledati sploh pri bolezni, zdaj, če pogledamo, jaz provam gledati celostno, ali je to prehlad, ali je neka pač težja stvar. Se mi zdi, da moraš ful ugotoviti tudi, kaj se dogaja v glavi ta cajt.
ker pri meni drugače vzrok za to bolezen so bile kontracepcijske tabletke. Res? Ja, ker če se vem, da večina punc to jemlje, sej to ni zdaj nekaj, da bom jaz rekla, da sem proti, ker vem, da dosti puncam to pomaga in dejansko rešuje nekaj. Pri meni je bil problem to, ker sem bila napačno obravnavana, me to zdaj ne bom jih delila tleke, pustimo statne, nima niti veze. In v glavnem je bilo to predpisano, da bo uredilo moje težave. In ko bi rekla, jaz zdaj to je spet neka tako hard, mislim, bolj tabu tema se mi zdi še vedno, ker ženske nimajo lih nekega dobrega odnosa s svojim ciklom, nasplošno se mi zdi. In to pri ženski je tako bistveno, se mi zdi nek odnos samim sabo, psihično in fizično. In jaz se takrat ful nisem poslušala v bistvu, nisem poslušala v prvi vrsti sebe, kdo sem, sem hotela biti bolj kot ostali, bolj uničiti to občutljivost, ki mi je bila kot neko prekletstvo. Nisem poslušala svojega telesa, ki je bilo tudi slabo fizično, res ne vem, sploh ne vem, kako opisati, glavno sem se počutila obupno. In neka tako spet ključna stvar se mi zdi pri vsem tem je bila, da nisem bila v stiku s to svojo žensko močjo, ker jaz dobesedno v tistih letih pred to boleznijo sploh nisem imela menstruacijo, če lahko zdaj povem tako direktno. In takrat sploh nisem jemala tega tako resno, mi je bilo whatever, ne vem, ful čudno. In zdaj sem tako drugi človek. In takrat tudi, ne vem, nisem sploh razmišljala tudi tako, ne vem, recimo, kaj jem, kaj dajem v sebe, koliko spim, tako neki tej temelji so bili totalno porušeni in pol še v bistvu te tabletke s kemijo in tako verjetno je naredilo vse skupaj še večji kažin, tako da sem imela pol po bolezni dosti za razmisliti, v bistvu dobesedno postaviti temelje na novo, ne, ker od hrane do gibanja, do nasplošno odnosa do same sebe, da nisem več sovražila enih delov sebe, ker sem takrat pol ugotovila dejansko enih delov v njih, ki so ključni, jaz ne sprejemam in zakaj je tako. Tako da po eni strani, ne vem, sej ful ljudem se je zdelo pol čudno, ker sem jaz izjavila po bolezni, da meni se mi zdi prav, da se mi je to zgodilo, ker če ne po mojem, mislim, ne vem, lahko da bi šlo po kakšni drugi poti, očitno sem rabila tako neko na hard lekcijo, da sem razumela določene stvari, ne vem. Me pa ni zdaj tako sram priznati, ne vem, da je bilo prej slabo, da prej nisem imela odnosa, ker se mi zdi, da ful ljudi, sploh to zdaj, ker je ta New Age in tako se delajo vsi, wow, ko so razsvetljeni in vse tako, noben ne govori od tega, ko si prišel do tja. To. Se mi zdi, ful spustijo to, je samo spet, ne, samo svetloba. In meni se mi zdi, mora biti neka harmonija, ker life ni samo dobro. Se bojo dogajale slabe stvari in ti se moraš v bistvu toliko spoznati, da boš znal prenesti, kadar bo se naslednjič zgodilo nekaj slabega, ne da ignoriraš to. Tako da, ja, tu se strinjam s tabo, da vsaj jaz tiste ljudi, ki poznam, ki so malo bolj razsvetljeni oziroma malo bolj odprti oziroma jih res čutiš kot osebe, da so rasejo in to, se jim je zgodilo nekaj temačnega, če lahko tako, ki si začela s to temo in to. Nekaj se jim je zgodilo, da so bili prisiljeni se nekaj čez to pa začeti rasti in to. Ker ta New Age mi zdi, da je vse pozitivno, se lahko priješ ti samo s pozitivo do nekega izboljšanja in to, ampak redki se mi zdi, da pridejo čez to, ker še vedno je pa tako močen, da samo na lepo ne gre, včasih rabiš tudi malo drugačne. Tako da. Ja, in hkrati se mi zdi, da sploh pred leti, ker ni bilo še toliko kontenta in vsebin na socialnih omrežjih, se je bilo težko tega zavedati, se pravi, kako graditi odnos s svojim telesom. Videli jaz v srednji šoli, pa smo bili športniki, pa tako, jedli smo, kakor smo jedli, spali smo, kakor smo spali, zaradi tega, ker ni bilo vsebin še takrat. Ne. In tudi se nisi zavedal tega. Zdaj mi zdi, da je dosti lažje se zavedati, da te stvari so pomembne in kako to narediti. Ne. Ampak nekateri so pa tudi prisiljeni, da to spremenijo, nekateri pa ne. Nekateri še vedno ne posvečajo pozornosti prehrani, ne posvečajo pozornosti spanju. Tako da spet verjetno prije tudi, ne vem, mogoče tudi ta občutljivost je nek
vzrok od zadaj, ne, bolj ko si občutljiv ti kot človek, manj preneseš ti nekih nepravilnih stvari in tako. Ja, res, ja. Ne vem, Ja. kako imaš ti pogled na te stvari. Oziroma, lahko se dotaknemo zdaj te tematike občutljivosti. Kaj sploh tu občutljivost pomeni? Vem, da ti je kar blizu ta tematika, tako da mogoče se zdaj malo tle ustavimo. Lahko je. Ja, to mi je ful zanimivo zdaj, kaj si rekel, nekaj je pač dosti, v bistvu mene je zmotilo tako lih to, prej, zdaj če rečem, da je bolezen neka prelomnica bila, predtem sem videla ful tako, ko bi rekla, ne vem, da sem v bistvu, da sem švoh, ne, pravi, ker sem občutljiva, ne vem, ker prej zaznam stvari ali pa ne vem, sem ful občutljiva na določeno hrano ali pa ne vem, recimo kafe, če daš meni kafe, me ubiješ s tem, ne, dobesedno. In eni pač, ne vem, pol sem gledala ljudi, ja, ki lahko dajo karkoli v sebe ali pa jejo dobesedno ful slabo cel teden in ne bo nič, ne, jaz bom imela pa na koncu za umret hmali, ne. In to mi ful, ne vem, sem ful hotla ratati bolj močna. To je bil stalno, ne vem, stalno sem imela to v glavi. Se mi zdi, da je že nasplošno družba nekako pripravi do tega, da, kar sem videla zdaj skozi leta, zdaj sem prav razmišljala, ko smo rekli, da se bomo malo pogovarjali tudi od tega, da sem se mogla prav v bistvu vrniti nazaj v tisti cajt, ko sem jaz še razmišljala drugače, ne? Pač ful negativno, bi rekla, ker zdaj vidim to kot nek, eni rečejo temu dar, jaz bi rekla bolj, znam to uporabljati, da pač je v mojo koristno. Ta občutljivost. Ja. Predtem, ne vem, ko bi sploh opisala, kaj to je. Definitivno ni motnja, ni neka, ko bi rekla, neka oznaka, da se da to diagnosticirati, zato ker pač, ko sem rekla, ni motnja in pač ne rabi biti zdravljeno. Ti se dejansko ne rabiš spremeniti, pač ker tak si. V bistvu to je del osebnosti, ne, čeprav ja, dejansko ja. In pri meni, mislim, jaz ful nisem razumela dobro, zakaj se gre to, ko sem povedala zdaj že večkrat. V glavnem, v prvem letniku faksa sem jaz dobila v roke prav po nekem naključju, čeprav vemo, da ta ne obstajajo, ne, mojem je vse povezano. Sem dobila knjigo od zdravnice dr. Elaine Aron. Ona ima v bistvu, ona je tudi občutljiv človek, no, to je tako, ta visoka senzibilnost, no, ko je v slovenščini. Highly sensitive people. V bistvu, ja. In ona je to tudi opazila pri sebi in pol je začela to pač raziskovati in je šla prav tako, prav na to foro, da se bo pač dokazalo, da je nekaj drugače in jaz v sodelovanju z nevrologi v bistvu, ne vem, ko se reče pač to, ker gledajo možgane in kažejo, ne vem, različne slikce ali pa filmčka in pol gledajo, kaj se sveti v možganih. In je dejansko bilo dokazano, da 15-20% ljudi, pač teh skupin, ki so imeli tam zatestirati, je bilo bolj občutljivih, so imeli bolj odziv, se pravi, so prejeli več informacij iz okolja, jih več cajta procesirali in se zato tudi bolj utrudili, rabili več cajta, da se v bistvu odpočijejo, da si povrnejo nazaj pač moči in pridejo nazaj v pač live dobesedno, ne, da pač rabijo ta odmik vmes. In to je pač, ja, v tej njeni knjigi, The Highly Sensitive Person, sem jaz v bistvu, ko sem dobila to knjigo, sem začela brati in sem jo prebrala po mojem par dnevih, ker mi je bilo, ne vem, tako nisem še dobila knjige, ki bi se dobila v vsakem stavku. No. Ful mi je dobro, ker vmes je dala v vsakem poglavju primere od ljudi, je pač opisala, kaj se jim je dogajalo in tako v vsake tiste zgodbi od teh ljudi sem jaz dobila nek košček sebe v bistvu. In takrat mi je dalo ful misliti. Tudi pač pol sem šla na njeno spletno stran, ki ima prav kviz, se tudi tisti, ki zdaj so to knjigo celo prevedli v slovenščino, tako da bo mogoče se malo razširila ta tema. Bom poiskal, jaz jim poledal v opisu podcasta, tako da se lahko pogledaste oziroma poiščeste. Ja. To bi bilo fajn. Ja. In v bistvu na njeni spletni strani je tudi kviz z pač temi izbranimi vprašanji in pol nekako tam ti določi, ali spadaš ta procent ljudi ali ne. In jaz sem v bistvu obkljukala vse, kar me je ful presenetilo, ker ponovadi, mislim, ne vem, tako na začetku sem bila še tako malo skeptična, bolj ko sem brala, sem bila tako, ja, nekje na tem. In ja,
ne vem, sem se ful dobila v tem. Tako na splošno. Tudi jaz sem počakal, da prvo poveš in pole, tudi jaz sem tak ful občutljiv človek, že od otroštva, se spomnim tudi pole, ko sem imel doma starši, pa tudi kar nam spomenu razlagali. Jaz sem se ful hitro, če je prišel kakšen konflikt, pa jaz sem ful hitro se zjokal, oziroma ful hitro, tudi recimo zdaj sploh ko odkrivam, pa se pustim spet, da ta del mene zaživi, oziroma da se bolj sprejmem tako, kako sem, čutim te energije ljudi, pa tudi recimo, ko prijem v prostor, tako je začutim, je dobra energija, slaba energija. Samo v bistvu tu je težko kdaj procesirati, zaradi tega, ker nismo bili tega naučeni in hkrati tudi pole družba te malo, moraš biti trden, moraš biti močen in je prav jaz sem bil takrat pole še, sem bil celo življenje v športu, sport je pa sploh, moraš skozi biti trden, pač se moraš odrekati stvarem, moraš še čez bolečino in mene se mi tudi nabiralo, dokaj nekaj ni počelo, mene pa takrat pole fizično me je skurlo, pa šlo do nekaj burnouta in takrat sem pole mogel. In v bistvu tisto me tudi pole malo še vedno zaznamovalo in tako, ampak pač tisto je bila pri meni neka točka in pole sem začel spoznavati te stvari. Pole sem prišel do neke točke tudi pa prek Emily Schromm, je ena podcasterka v Ameriki. Njih tako je začela govoriti o tega highly sensitive people, empaths in tu se pole ful najdemo v temu. In je zanimivo, pole, ko začneš. In v bistvu največji problem pri tem, ko si tako občutljiv, imaš tudi pole nervozni sistem tako občutljiv in zaradi tega pole prije do težav s stresom, zaradi tega, ko si prej rekla. Vsak stimulus začutiš toliko buj. In če ne znaš tega sprocesirati, oziroma če se ne znaš odmakniti, da pole sprocesiraš to, se začne nabirati in pole pač itak prije do težav. Ali je to fizična bolezen, ali je to burnout, ali je to pač dejansko zboliš, Mislim, jaz ful opazim to, kadar je uni dnevi, ki so preveč in ki se zdaj tako se zavedam, ne vem, pač kdaj mi je preveč, so določene situacije v življenju, ki se pač ne moreš umakniti, oziroma nimaš opcije in posrečeš, da izdržiš še malo. Sam pol prav vidim, ne vem, se mi takoj nek pokazatelj pri meni je to, da se mi vname hrlo, v bistvu kar pade odpornost pač. Mislim, poratam tako, da bom prehlajena, ne vem, ful čudno. In takrat rabi imeti samo, niti ne spat, čeprav spat bi bilo še najboljše, samo pač počivati, se dati v mir, proč od, ne vem, ali presvetlih luči, prehlasnih zvokov, vse to. Zato, ker dosti ljudi se mi zdi, da razumejo občutljivost kot to, da si preveč, ne vem, čustven, da samo jočeš, da v bistvu sploh ni fora v temu. Se mi zdi, tudi pač fizično ful odziv, ne. Ne vem, tako res pač živčev je se na nek način dejansko bolj odzivano, kar je pač v bistvu dokazano, se ne da rabimo zdaj nekomu dokazovati to, ne. Samo tako jaz sem imela en cajt ful, zdaj ne vem, ko je bilo pred tebi, jaz sem imela en cajt ful potrebo po temu, da jaz pač pokažem drugim ljudem, da je to res, da zdaj si dobila, ne vem, to knjigo in da imam neke dokaze in pač preberite si. In vse tako oni, ki so mi pač blizu, so si dejansko prebrali in pač so pa sprejeli na različne načine, ker so bile tudi reakcije, in ko boš zdaj to popravila, ko boš ratala drugače, pač ne. Ne rataš drugače, pač naučiš se verjetno živeti drugače. Kar recimo ti tebi tako pomaga. Odkar si prebral to knjigo, kakšne spremembe si naredila v svojem življenju, da lažje shajaš s tem. Oziroma, ena stvar je rekla, da si se sprejela tako, kako si. Ja, to. Popravila sem prehrano, pač bolj gledam, da ne jem, ne vem, pač ta, ne vem, procesirana hrana in vse to, kar je pač slabo, ne. Sem pač črtala takoj stran, ne vem, cukor in take stvari, sej to ne pomeni zdaj, da se nekdaj prehrešim, bom rekla tako, pač če zmeri jem, samo vidim, da kadar pojem, sem pol ful slabo in tako da bi dobesedno pojedla strup, je kdaj. In pol se prašam, tako si rečem, ko si mona, ne, zakaj reš, če veš, da bo. Samo dobro, pač kdaj moraš biti tudi malo mona. In ne vem, tako, glede tega, pol pač vključila sem več gibanja in to ne tako, prej sem se silila v vse živo, kar mi ni pašalo, recimo, ne vem, ful ne maram laufati, čeprav ne. In pa sem rekla, dobro, deli pač tisto, kar te v bistvu tudi veseli na nek način, da greš z užitkom recimo ven in pač ne vem, že sprehod je okej, kdaj ne. Če prideš
sploh pri tej občutljivosti, če pridaš ti po celem dnevu domov utrujen in je bilo že tako preveč vseha, je brez veze zdaj se siliti v nek, ne vem, hard trening, ki pač ne bo šlo. Sem hodila recimo en sajt v fitness in v bistvu sem prav videla, da ni vsak dan isto, ne, nimam vsak dan, to se zgodi tako vsem, ne, pač nimaš vsak dan istega nivoja energije, bom rekla, samo tle sem še bolj tako bila pozorna na to, ne vem, tako pač najboljš mi je v bistvu iti nekam v hrib, pač v naravo, gor, da imaš pol nek razgled, se zdaj pač ne grem nikamor na visoko, samo tako, da priješ nekam na samo in da si tam in sediš par minut v naravi in tako, ne vem, to se mi zdi, da pač narava je tak, ko pridem tja, me napuni pač avtomatsko nazaj. Tako da se trudim vključiti to, kar se da dosti in pol sem videla ne vem, najbolj pri odnosih, da sem se naučila reči ne. To je tako tudi za vseh neka hard lekcija, se mi zdi splošno, ne. In ja, v bistvu, da ne rabim nobenemu dokazovati, kaj sem, jim razlagati, ne upam pač siliti ljudi, da bi me sprejeli tako, ko sem, to morajo pač oni narediti, nisem odgovorna za to, ko se oni obnašajo, ne. To sem rabila ful cajta, da je šlo. Ja, ker v bistvu pri občutljivosti je tudi odvisno kakšna osebnosti, ampak se mi zdi pri občutljivosti, kad tako čutiš, poleg dosti povlečeš tudi na sebe, da si ti v bistvu tist. Ja, ful krivde. In pa mi je bilo zanimivo, da tudi krivda je, kad vmes sem brala, ne vem, vse živo, tudi tako duhovnosti, recimo čakre in vse to, in krivda naj bi najbolj oslabila lih to drugo čakro, ne, kjer so v bistvu lih te organi, ki sem imela probleme z njimi, ne, pač ženski in to rodila in sem pomislila, tle mora biti tu i neka povezava, ne, ker v bistvu, ne vem, dosti žensk tudi, če oprem zdaj spet to debato malo, sem opazila, da dosti teh hormonskih naravnovesij, ki je v tem cajtu zdaj in se mi zdi, lih zaradi pač okolja, v katerem živimo, od pač, ne vem, hrane, ker je pač tako, kako je, ker največji problem je, se mi zdi to. Dosti žensk v slabih odnosih, prvo slabim odnosom sebe, slabim odnosom do, ne vem, hrane in odnosi z drugimi ljudmi, se pol dejansko kažejo v teh nerednih ciklih ali pa na splošno nekih težavah. In ne vem, tako ful vidim zadnje cajte to, no. Tako da provam malo ozavestiti tudi to pri drugih. In tle je tudi pol spet, ko sem rekla, se nekako vse povezuje, pol tudi spet čarovništvo in splošno ta odnos družbe do ženske, ker se mi zdi, da to nam je tudi v ženskam postilo neko posledico, no, ko se vidimo same sebe. In ne vem, zdaj sem kar tako videla ful teh, ne vem, ženskih krogov, recimo po Sloveniji, ki se pač ženske dobijo enkrat na mesec in se pogovarjajo tudi o bolj teh tabu temah in to se mi zdi ful dobro, se mi zdi, po eni strani, ko družba se obračamo v neko pravo smer, tudi tako glede, ker tle ima tudi dosti empatija, ne, ko sprejemaš ti človeka, samo ti moraš zmeri v bistvu začeti spet pri sebi, ne, in pol biti pripravljen sprejeti od druge, ker je vse nek odsev, ne, na koncu. Ker v bistvu tisto, kar te jezi pri drugih, je ponavadi, imaš ti nek problem tudi v sebi, ne, nekde v tebe, ker nisi še rešil. V bistvu tiste stvari, ki te trigajo, so ponavadi samo zrcalo za tisto, kar se ti dogaja noter v tebi. Samo ponavadi se tega ne zavedamo. Ne? Sploh, če nisi ozaveščen, oziroma če nisi toliko povezan samim sabo, se tega ne zaveš. Ne, sploh ne vidiš. Ja, ne vidiš, ne. Mogoče pole čez leta, ko se pač začneš raziskovati same sebe, odkrivati same sebe, začneš pole. Ja. Zato mi tisto gre na živce, pritismo, ne, pa recimo pismo, kako bi tega na frisne, pa pole vidiš, da nekako v bistvu sama sebe. Ne. Ja. Jaz bi se še pri občutljivosti, me zanima recimo predvsem mene osebno, no, samo mogoče tudi kakšna, ki posluša. Prej smo omenjali parkrat nabrane stvari, ki se nabirajo, kako izprocesirati, kaj vidiš recimo, da tebi pomaga? Izven tega, kar si recimo do zdaj naštela, se pravi narava, prehrana, umakniti se proč od ljudi. Ja, kadar se nabere preveč. Ja. Takrat, kar rataš ponovaj, jaz ratam ponovaj ful sitna ali pa jazna, sem opazila. Tako prav jaza se mi zdi, da je še posebej problem, spet ne samo pri meni, bi rekla tudi na splošno.
da jo ljudje gledajo ful ku negativno. Pač ku nekaj, kar se moraš takoj rešiti, ali pa ne vem, ne smeš biti, sploh punčke smo imeli to, kad smo bili majhne, ne smeš biti jazna, kad nisi pridna, pač what the fuck, mislim, prav raz, kar neki. In se mi zdi, da nismo niti mi krivi, da pač v bistvu ne znamo sprocesirati, zato ker nam noben že od majhnega ni povedal, kaj narediti s temi, kadar se pač nabere preveč in pol je v bistvu vržel negativno. Zdaj ne vem, pri meni je tako, jaz dam to umetnost ponavadi, ne. Lih zadnjič smo imeli s prijateljco debato, v bistvu sem rekla, da jaz, kadar sem, ne glede na to, kakšne volje sem, grem resat, ne, in pol pač rata neki. In pol mi je rekla, da ne, pač to je ful slabo, zato ker se energija pač tvoja prenese v sliko in pač sem rekla, da se zavedam tega, ne, v bistvu sej, kadar delam naročila, da bo šla pol ta risba nekomu naprej in jo bo imel, ne vem, doma. Jaz verjamem v to, da ti v tistem stanju, ko ustvarjaš, to se pol tudi pozna na risbi in takrat se res potrudim, da se dam prej, ali grem, ne vem, malo meditirati, ali grem na en sprehod, pač da se dam res v mir, ful, pač ne vem, ali si naštimam kakšno muziko, tako naredim tisti mood, da bo v redi in pol pač rešim. Zdaj, če rešim za sebe, ko da izrazim pač ta čustva, se mi zdi, ja, preko umetnosti je najbolj pri meni. Ker sem rekla, pol v bistvu isto bi bilo, če bi, ne vem, plesala ali pa pela, verjetno, kadar bi bila ful jazna ali pa ful žalostna, bi tudi šla pet, recimo, ne, bi dala to ven. Jaz pač se zaprem tja v moji resalni mizi in rešem, ne. To, in če ne, kadar se ful preveč nabere in mi niti ne paša resat, pol ponavadi ali mi pomaga muzika, da se v bistvu prav odklopim, da proč od vsega in nekako, ne vem, jaz zmeri provam ugotoviti, si pustiti, da sem recimo slabe volje, da sem jazna, pač sprejeti, da sem, pustiti, da se to nekako skadi in pol se mi zdi, da se zgodi ta zreč že alkimističen proces v tebi, da pač ti to obrneš na boljši, oziroma obrneš, ne vem, to jezo recimo v neki produktivnega, v neki, ne vem, ko bi rekla. Pač, kadar sem imela te težave z tesnobo in paničnimi napadi, takrat ti recimo imaš te usiljene misli, ne. In kaj jih eni ful mešajo z intuicijo, recimo, ne. Zato se moraš ti čim bojiš spoznati, da znaš ločiti. In takrat ti glava govori res tudi ful harde stvari in svašta, ne. Samo ti moraš razumeti prvo, da vse, kar ti pove tvoja glava, dejansko ni res, ne. In sem ugotovila takrat pol, da moram vsako negativno stvar, ki sem si jo rekla sama sebi, obrniti, pač v nekaj pozitivnega. In sem opazila, da tako, ker sem pač bolj introvertiran človek, bolj meni je občutljiv, da kar me takne od vani, bom hitro kdaj tudi obrnila na vse, pač tako da sem jaz kriva, to, kar smo prej rekli. Tako da probam pol vseeno te misli nekako, za vsako slabo misel, probam pol povedati lih kontra. Pač, da si rečem in pol, ne vem, nekaj se zgodi v meni, ker ne znam niti točno opisati, ma se pol nekako vržem ven z tega stanja, je kot neka terapija sama sebi na nek način, ne vem. In kar po eni strani tudi ni dobro, ker dostikrat pol tiščim vse v sebi, se mi zdi, in sem tako se bom rešila vse sama. Se rešim vse sama, samo tako, kdaj je pač fajn govoriti z ljudmi, ne. Ker bo dovolj pri nekomu, da ti bo rekel en stavek in ti bo tebi pač obrnil to ful prej, ne. Tako da, ja, po mojem ta čustva, v glavnem, kadar je vsega, kad se ti nabere vsega preveč, je po mojem prav, da si prvo priznaš, no, da je zdaj šlo v ne vem, overdrive, pač zdaj ustav se, da jih se nekam umir, pač naredi neki zase, pač nekaj, kar ti paše, kar veš, da te bo umirilo in to spet ugotoviš lih s tem, ker pač se spoznavaš, ne, kaj je pri tebi tista stvar, ki te bo pač najbolj dala umir. Ja, ful je spoznavanje, odkrivanje, ne. Ti si rekla, da preko umetnosti, jaz nisem umetnik, tako da recimo, mene pa recimo ful prije, kdaj šport, fajn, da pole, veš, spoh recimo imam par playlist, Anger is a Gift, pač hard punk rock, nek hard rap, in veš, pole tisto, da spraviš tako na tak način jezu ven, pa recimo, spoh recimo, kadar se neka čustva skladiščijo v telesu, da jih probaš nekako z mihanjem dati ven, ali je to kakšen ples, ali je to tresenje in to, ker je tudi taka zanimiva praksa, ne.
In v bistvu, ja, tudi pole je ful odvisno, po mojem, od emocij, ne. Zdaj, če imaš ful žalosti, grifa in to, je v pojem pa se zjokati, ne. In si dovoliti. Ja, to pa definitivno. Si dovoliti in daj tudi malo kričati in take reči. Ja, pač, ka ni vsak jok, da boš samo, ne vem, joku in se smilu sam sebi in tako naprej, ne, čeprav daj. Katarzični jok, navaden jok, malo bolj umiren. In oboje paša kdaj, ne. Samo moraš vedeti, daj, ki. Ja, mislim, jaz sem se že tako navadila. Prvo sem bila se mi zdi, to je tudi glavna razlika, no, da prej, ne vem, tako, kadar sem bila preveč utrujena, ko bi se reklo v slovenščini, pač overwhelmed, kaj preveč vsehaja. In sem kdaj začela kar teči solze, ne, tako, in pa sem bila se sploh ne vem, ne znam več kontrolirati, to je ful slabo in sem se ful spet proti sama sebi, ne. In pol sem, po drugi strani sem bila tako, ja ne, zdaj pač samo preveč vseha in se pač odzivam na tak način in si moram pustiti. Samo spustiti on, ne. Ja, in pač grem mimo in ni nič slabega, no. Ne vem, se mi zdi, tudi to ni več toliko, mislim, da družba počasi bolj sprejema tudi to, no. Ne vem, ali zato, ker bolj ali manj vsi govorimo od tega, taki pač, ker smo taki. Ne vem, no. Pač, ja, sej mislim, toliko slabosti, ko imajo socialna mrežja, YouTube in te reči, imajo pa toliko tudi koristi, ne, kaj je vedno več ozaveščanje o tem, ne. Pač se tudi nas so zmerom učili, ja, ne smeš jokati, ne smeš si dovoliti pokazati čustev ven in to, ampak zdaj se pa vedno več govori pomen tega, ne, zakaj je fajn spustiti to, zakaj ne nabirati stvari, kako ti pole tu vpliva na zdravje, počutje in vse ostale stvari, tako da ena dobra stvar tega je tudi malo ta ozaveščenost, no, tako da. Mislim, ker ta socialna mreža dejansko pač niso slaba, problem je samo kako jih uporabljamo. Kako jih uporabljaš, ja. Pač kak odnos imaš do tega, kaj je spet, se začne pri odnosu do samega sebe, ne. Ali si dovoliš, da ti dobesedno, ne vem, gniješ tam na telefonu in scrollaš in sploh ne veš več, kaj gledaš, ker to te tudi ful hitro, pač dobiš ful informacij, sploh ne vem, ta TikTok, kar vidim zdaj, da ima večina, ne. Koliko pač teh videotov pogledajo ljudje v, ne vem, roku 2 minut. In to samo skače in ful kriči, in ful svetijo tiste lučke in napisi so gorimo dol, pač vsaj tako jaz vidim, no, vse skače, odzadje je neka muzika, ker spot nima veze s tistim, ali nek sound in sem probala sem si ga naložila, sem rekla, bom dajala gor pač te videote, ker rišem, bom delala pa na svoj način bolj umirjeno, nisem zdržala. Ne vem, se mi zdi, že tako, ker sem oprala tisto aplikacijo, sem naprav samo objavim in tečem nazaj dol, prutko, in pa sem rekla, kaj se ne rabim, pač. Tisti, ki bo tev dubit me ven, ne vem, je pač Instagram in Facebook, ajde. Ja, neka pametna, zdrava uporaba mora biti. Jaz recimo pri TikToku sem tako, da nisem vsak dan hore, grem, ne vem, ko me prime, no, enkrat na par dni in kadar grem samo na taljevi For You page, kjer followam ljudi. In dosti krat mi prija ful neki uporabnega, ne. In v bistvu, ker se tudi očitno se algoritem naučil, da pač gleda samo take uporabne stvari in mi meče ven uporabne stvari. Tako da recimo pri meni je večji problem Instagram kot TikTok. Mislim, zdaj verjetno, če bi bil ure na TikToku, ne bi šlo tudi tisto malo narobe. Ampak tako, ne, spet kako uporabljaš oziroma, ja, predvsem se mi zdi da moraš obvestila, tako moraš skenslati, ne, da te sploh ne potehne noter, ne, in pa tisto že naredil že dosti, ne. Ali pa sklopiti. Ful je tako trigger, sem pa z enim ljudem, ki jim rečem, da jaz nimam cel dan v bistvu upaljenega Wi-Fi-ja, recimo, ne, pa podatkov. Pač jaz to sklopim, sploh, ker grem resati si palim zraven, ali kak podcast, ali muziko, ali nekaj, pač redko delam v tišini. Samo vseeno ne vem, kdaj mi prav paše vse odklopiti in pol, ne vem, enim se zdi to pač jaz imam odprt Wi-Fi cel dan, ampak pač se ne bo konc sveta, če se ti odklopiš za 2 ure, ne. Mislim, ker če ne se mi zdi, vsaj mene me hitro potehne pol, da skozi neki, ne vem, tapkaš po telefonu, da pogledaš, če je kaj novega, ne, ali pa ne vem. In to mi ni v redu, zato ker pač vidim, da zgubljen cajt in fokus in energijo in pač kar gre, ja. Ja, jaz tudi vidim, recimo na dneve, oziroma ponavadi se mi pozna tako dan za visoko uporabo socialnih omrežij, naslednji dan sem uničen. Pač. Ja, je res. Energetsko, duševno zdravje, pač prijem sprav in potem moram narediti prav pauzu, da prijem počasi potem k sebi, ja, prav nerealno. Ja, ker moraš v bistvu sprocesirati vse, kar si videl, ne. Sploh se ne zavedaš v bistvu, koliko informacij prejmeš, tako. Zanimive te tematike, ne, kako
kako se ti odpira te reči. Kako pa recimo zdaj si parkrat že omenjala čarovništvo, kako se pa tu veže na to občutljivost, oziroma kako si se s tem spoznala? Na čarovništvo. Jaz sem malo drugačen pogled na to, ko ima zdaj večina, se mi zdi, ker sem videla, da to je zdaj kar moderno. Tako res moderno. Mislim, ne vem, ali imam samo jaz. Se ti zdi? Ja. Jaz, kar je toliko spremno, pa se mi ne zdi, da toliko. Veš, to sem tele reči, ali imam samo jaz algoritem, tako da pač bolj vidim, ali mene dobijo ven tako večina ljudi, ki jih pač to zanima. Ne vem, v bistvu, jaz, ko sem bila majhna, sem nekako, pač, te moje sanje, pač, kdaj so tudi preroške, recimo, kar mi je ful zanimivo, še zmeri, po smeri, ko se zgodi, sem tako, wow, pač, kar si po eni strani še zmeri ne znam prav točno razložiti, a dobro, pač, očitno ne vem, tako je. Sem zareč, že ko otrok sanjala nekaj in se je pol zgodilo, ali pa sem imela spet te ful žive sanje in ful simbolike in vedno, pač, kar me je tako premaknilo najbolj od vsega in si pač ne znam razložiti in bom v bistvu zdaj delila, ker ful nisem delila tega, ma dobro, pač si koncu nima veze neki. Jaz sem v bistvu sanjala, ker sem, po mojem sem imela tam 5-6 let nekaj taza, tam okolje, pač vem, da ful zgodi. Jaz sem v bistvu sanjala 4 dni zaporedoma, kot da bi gledala serijo. Pač, prvi dan sem sanjala, kot da bi bil cel kino, polka sem šla naslednjo noč spat, se je nadaljevalo točno od tam, kjer sem se zadnjič ustavila in tako je bilo 4 noči. In jaz sem v bistvu bila sred neke vasi, pač v bistvu bolj tako srednjeveško fora, vse arhitektura in vse to, kar sem videla. In tam se je dogajalo, v bistvu sem bila pač nek kmet, se je večina folka, takrat so bili kmeti, se mi zdi. In v bistvu sem bila tako na robu vasi, sem bila v bistvu mlajšno, ko stara, v sanjah sem bila tam okoli 10 recimo. In sem sanjala, da je bila ta moja mama ful slaba in da je bila dejansko čarovnica, da je delala neke stvari, tako, da so se ji ful zamerili ljudje iz te vasi in da jim je delala slabo in tako naprej. In v bistvu tej vaščani so se zreč spravljali na nas in vsakeč, ko sem jaz v teh sanjah šla na sprehod dol v vas ali pa sem šla kaj iskat, so metali kamne v mene, tako je bilo res prav, ne vem, ful čudno. In pol sem skozi te, pač samo ta del sem v bistvu sanjala in pol, ko so šle te 4 noči mimo, mi ni bilo jasno pač nič. Pač, bravo, ja. Tako ful simbolike je bilo in pol je šlo par let mimo, no, in sem začela malo brati o temu, ki je nekako prišlo do mene, tako po nekih, bi rekla, čudnih poteh, pač ne vem, šli smo v nek muzej, kjer je bilo tudi nekaj od čarovništva, ki so bili pač tej procesi in vse to. In jaz sem gledala tiste slike in vse to meni je bilo to ful znano. Znano ne tako, pač prav tisto domače, kot da bi to že enkrat doživel, tako kot otrok nisem imela pojma, recimo, ne vem, kakšna prejšnja življenja ali kakšne te stvari, ki zdaj eni ful govorijo od tega. In tisto mi je tako ful ostalo v glavi in tudi pol, kar sem risala, kar je prišlo ven, ker pri risanju jaz dostikrat nisem sploh študirala, kaj točno rišem, večinoma so bile te stvari. In mi ni bilo jasno, s kje to prihaja, še zdaj nimam pojma, če so neka prejšnja življenja in je bilo to, ne vem, nek znak ali karkoli bo. In pol v bistvu sem prišla v stik s tem, da dejansko obstajajo ljudje, ki to prakticirajo, pač sem videla, da so celo knjige o tem, ne vem, recimo pač Wicca in te stvari, pač v bistvu, ker v čarovništvu se razdeli v več vejno, bom tako povedala. In imaš res od do in sem pač brala, tako prav res neke osnove, sem se ful dobila v temu in mi je bilo tako zanimivo, samo pol ne vem, kaj je bilo, pač nisem, ta moja občutljivost, no, ker sem kdaj tudi, tako se neka te preroške sanje, pač jaz sem večinoma sanjala, da bo kdo umrl, ali pa da bo kdo ful zbolel, ali pa imel nesrečo in se je pol vse zgodilo. In ful nisem tela tega in jaz sem bila tako, pač ne, pač ne, to hočem ustaviti, pač konc in sem se začela ful oddaljevati od tega. Sploh nisem hotela nič brati o tem, nič raziskovati, skozi umetnosti pa še zmeri tolklo ven.
In to pač vedno sem risala, v bistvu neke čarovnice, neke v glavnem ženske. In vedno so bili neki simboli tudi vmes, ki sem jih pač, ne vem, ali sanjala. In sem pol šele čez čas naletela na to v kakšni knjigi čarovniški dejansko. In tako tudi to se je nekako prepletalo vmes na tako srednjo šolo in to. In mi ni dalo miru. In v bistvu pol je prišla pač v moje življenje moja zelo dobra prijateljica, ki mi je pač rekla, ali pač pomisli tudi malo tako na, mislim, ta ezoterika in vse to, pač, da si mogoče pač psychic, mislim, da dejansko s to tvojo občutljivostjo zaznaš nekaj več in da je nekaj več na temu. In v bistvu me je zmeri privlačilo, no, ta mistika, to paranormalno, ali ko bi rekla, pač, da je res neki, mislim, niti ne neki več, ker jaz tega ne dojemam kot paranormalno, meni se mi zdi, da je to pač naš svet. Pač koliko je, enim je pač malo bolj odprto, drugim malo manj. Tako da sem začela na pol to raziskovati tudi ful po bolezni, zaradi tega, ker prej, ko sem pač zbolela, takrat je bilo Hana, ne? Takrat je bilo pač prav čau. Mislim, jaz sem dobivala toliko teh znakov, da je bilo... Recimo, imaš kakšen primer? Tako. Ja, se jih študiram, kaj lahko delim, da ne bo kdo mislil, da sem Ja, ker v bistvu sploh ljudje s muzika niso, jaz sem že bolj odprt za te reči, pred leti nisem bil, bi rekel, to je brez veze, to je ono, kar nekaj, ne. Ampak pole vidiš pač skozi spoznanje, oziroma vidiš neke trdne dokaze in pole ti začne nekaj malo kolutati, ne, v glavi in pole vidiš, mogoče je res nekaj na temu, ne. Mislim, jaz sem še zmeri ful zadržana glede tega, čeprav tako ne vem, če pogledaš moja socialna omrežja, prav kričijo, pač čarovništvo nekaj vse v temu. Tako da ne vem, lahko da bo pač nekomu nek navdih ali karkoli si mislim pol, tako da lahko da bi mogla malo več govoriti o tem. Ma ne vem, tako neka najbolj hard izkušnja, ker pač je ne znam pojasniti, ma se po drugi strani niti ne rabim, no. Sem se vozila z vlakom pač na faks. In sem vedno poslušala muziko in pač na vlaku, mislim, kdo se vozi z vlakom, je bilo bolj prazno zmeri, ne. In tisti dan prav ni bilo žive duše na tem vlaku in sem se peljala pač, proti Sežani in v bistvu takrat sem že, niti nisem še bila v bistvu slabo, ker to je bilo kakšne 2 meseca, 3 pred embolijo. Pač nisem imela nobenih, ko bi rekla, fizičnih znakov, da bom jaz zdaj zbolela, čeprav pač te strtke, ki sem jih pol imela v pljučih, pač to se baje nabira že ful prej, jaz nisem čutila nič, pač sem dihala normalno, tudi kadila sem takrat, tako da pač res nisem videla neke razlike. In sem bila na tem vlaku zjutraj tako še zaspana, pač, ko si malo tako, pač sloništom na uniši piljaš skozi okno, tako, ko si malo zasanjan in poslušam muziko. In pol se ustavi vmes, da bo naslednji komad in je bilo tako 2-3 sekunde tišine. In sem slišala glas ženski zraven sebe, pač, ki mi je rekel, boš zbolela. To mi je rekel tako razločno, ko slišiš zdaj ti mene. In tako sem skočila po konci, pač pogledam in ni bilo nobenega. In jaz sem šla v prvo neko paniko takrat, ker se nisem znala razložiti, kaj je to. In ne vem, pol se je začelo dogajati res... Tako stalno sem, kadarkoli sem oprla socialna omrežja, ne vem, so se mi kazali samo neke slike od te karte smrti po tarotu, čeprav pol v tarotu recimo sploh ne pomeni dejanske smrti, ma dobro. Tako ful neke te simbolike o smrti je v bistvu prihajalo do mene. Tudi, ne vem, že kdaj, ko poslušaš recimo muziko in pol ti en vers prav tako ti bolj stopa ven, se mi zdi, in ne vem, ful je bilo čudno, no, in pač pol je dejansko pripeljalo do tega, da sem pač končala v bolnici in malo umrla. Samo v bistvu tudi ta del sebe sem mogla pol nekako sprejeti zaradi tega, ker jaz sem si stalno govorila, da je z mano nekaj narobe, ker sem tako občutljiva, da pač sem zmešana in sem se dejansko bala tega, dokler nisem šla pol v bistvu, ko sem prišla z bolnice, ko sem šla na par teh kontrolnih zdravnici in mi je rekla, pač, če sem razmišljala tudi od kakšni tako pač psihoterapije, da pač in sem ravno ne rabim, pač se upam sama in ona je bila tako, ne, pač se bolj tako za podporo tipo, ne, in ker pač je vseeno je nek traumatičen dohodek, če hmali umreš, ne, jaz sem bila tako, dejansko mi ni bilo neke panike, bi rekla, da bi prav rabila, sem imela okoli sebe ljudi, ker sem lahko govorila z njimi.
In pole je rekla, pač mi je napisala 1 uro in sem dejansko šla tja in sem rekla, dobro, že če sem tle, lahko preverim v bistvu tudi to, ne, in sem jim pač povedala, da jaz pač, ne vem, mislim, kdaj vidim stvari, kdaj slišim stvari in tako, ki jih pač drugi ne zaznajo, bi rekla. In pol me je vprašala, pač je samo tako prigimavala in pol je rekla v bistvu, ali so to neke v smislu blodnje, da ti slišiš pač recimo kar nekaj, ali se dejansko navezuje pač na stvari, ki se pol zgodijo. In pa sem bila v bistvu, jaz dobim informacije, kaj se bo zgodilo pol. Pač dejansko tako nek priročnik, ali ne vem, ko reči. Ali pa pač, ne vem, sanjam in se pol tisto zgodi. In pol je bila pač to je, mi je ona rekla, v bistvu to je dar, ne, pač uporabi to, ne, streniraj to. In sem bila, ko ne, jaz treniram to. In pač, ja, da to je pač ta del možganih, ki je intuicija in da je očitno bolj aktivno in da pač ne dobim pot, ko se pač, ja, soočiti s tem in ko uporabljati to. In pol sem rekla, dobro, dej, takrat je tak, sem pač popravljala te moje temelje, ne, sem rekla, popravim, pogledam še to. In sem v bistvu začela dosti brati o temu in dosti teh razlag je nažalost ful takih New Age in mi ful ne odgovarjajo, ne vem, ful je tako površinsko vse se mi zdi. Ful se nisem tako dobila, jaz sem iskala tisto več, tisto pač ne, bolj globoko. New Age res vse, ko se rekla, preveč površinsko, zato ljudje to iščejo, ne? Da ni treba jeti nekaj globoko, pa raziskati neke globoke vzorce, ampak važno, da je na površini, dokaj ne na površini je v redu, ne? Ko gre malo preveč v globino, je že malo preveč temno, ne, tisto ni v redu, tisto ni všeč ljudem, ne? Sej to. Ja. In pol sem v bistvu rekla, enoč, to čarovništvo je tak, ta tematika me spremlja že od zmeri in zakaj ne bi zdaj pač v bistvu se prav potopila v to do konca, ne? In sem ugotovila, da sem se prav tako vprašala v bistvu, ne glede na to, ko se zdaj predstavljajo te stvari, kaj mi meni to pomeni, ne? Pač, in pa sem ugotovila, da ni nič več kot to, da imaš ti samo neko povezavo z naravo in z njenimi cikli. In jaz gledam zdaj, tako neka moja pač filozofija ali nekaj, jaz gledam, da vse ima dušo, vse je ta nek spirit, pač, ki ga čutiš, recimo, ne samo pri ljudeh, živalih, rastlinah, ma tudi v bistvu rastlinah, ki reš, ne vem, v gost, ali pa prideš v določene kraje in je različna energija, ali pa pol sem opazila, da ne vem, če pridem v prostor, kjer so se prej, ne vem, krehali ljudje, recimo, in pol grejo, in pridem jaz, ma ne vem, da so se krehali, se bom počutila tam ful slabo, mislim pač, v bistvu pobereš na sebe, ko je empat stvari, ne. In ful sem raziskovala to, pol sem ugotavljala, recimo, ka tudi pač ena vaja, ki je za empatijo ful dobra, je to, da če prideš ti zraven ljudi, ki so recimo, ki jih nekaj boli, bo začel v bistvu boleče tebe, ali pa boš pač kakorkoli zaznal, mislim, pač do take mere je pri meni, ker sem pol tudi ugotovila, da so različni nivoji tega, koliko imaš empatije. In jaz sem opazila, da kadar sem zraven ljudi, ki se pač slabo počutijo, se, ne vem, se kar upije na mene in pa sem rekla, da pač to ni v redu zdaj, ne. Mislim, pač ne morem jaz priti nekam, sploh v prostore, kjer je več ljudi in pol bom ratala takoj utrujena, ker bom zbombardirana od vsega, kar je okoli. In sem se mogla prvo zavedati, da ni z mano nič narobe, da je pač to v bistvu od drugih in sem začela ful sama pri sebi delati to vajo, kaj je moje in kaj ni. In pol sem videla, da recimo grem nekam ven, recimo med folk. In predtem sem jaz, pač sem take volje, se tako počutim, me nič ne boli, recimo. In pol pridem tja in se samo lotijo stvari, ne. In pol pač zdaj se ne zmeri ubadam, zdaj ne vem, od koga je kaj, ko zgubiš brez veze energijo in cajt. Samo, ja, sem se naučila v bistvu razbirati, kaj je kaj. In tle mi je čarovništvo na nek način to smo ful zanimivo, ne. Ful pomagalo. Ker smo vidim tudi pri sebi, ne. Čeprav včasih, ne, zdaj razmišljam o primere, sem tako malo analitični tipe. In recimo tudi recimo si, ti kot sam si tako malo bolj slabe volje, malo bolj nizko, ma greš recimo med ljudi, ki so malo višje, ne, in pobereš malo energije od njih. Tako da tisto tudi paše, ki te dvigne gor, ne. Včasih pa ne, ker dobiš nek napačen energijo in poleg, ko greš proč, se ti spet pade dol in je ful zanimivo. Jaz recimo sem imel težave, ko sem delal še v Kulandiji, v proteinih
In itak energije shopping centrov in to so katastrofa, obupne. Sam jaz takrat nisem še tega, mislim, dozdevalo se mi je, ampak nisem znal tega sprocesirati oziroma se sprijazniti s tem in sem ful videl, recimo nekateri stranki, ki so prišli noter v trgovino, so prav iskali tisto, veš, ko neki zombi oziroma ko neki vampiri, ne, prišli noter se hraniti z energijo, ne. In sem prav videl, koliko energije me pobralo, ko so prišli kakšne take osebe noter in ko so šle ven, sem prav, Jaz prav, spustiš, ja. Ja, daj bežimo, veš, in poleg itak moraš biti vljuden, ne smeš reči, ja, prisiljen. Tako, ampak je zanimivo, ja, to. Mislim, ni tako, ni zauzet tako za rezervo, ker ne vem, dosti krat prideš, jaz sem videla, da sem bila v bistvu utrujena, pa sploh nisem delala, ne vem, neki fizično, v bistvu si psihično pač priješ, ne, čustveno, ne vem, ko bi rekla. In sem videla, da ne vem, dosti, pač v bistvu si nikoli nisem rekla sama sebi, da sem neki ful duhoven človek ali pa da sem prav, da bi rekla prav, jaz sem čarovnica, mislim na tak način. Zato tudi dosti stvari sem ignorirala, recimo ta, ko bi rekla, duhovna higiena na nek način, da ti, tipo, primer, da po celem dnevu, ne vem, greš pod tuš in ni samo, da se pač umiješ, da si vizualiziraš, da zdaj spiraš dol sebe, recimo, vse slabo. In pač ful se piše o temu, kar sem gledala, pač teh stvari, da moraš pač nujno delati, če si pač bolj empatičen in tako. In jaz sem zmeraj to vzela, to je brez veze, mislim, ne vem, zakaj sem sploh pač kar neko ni kontra, ne vem, pač, da jaz to ne rabim, ne vem zakaj. Po enem cajtu sem videla, da mogoče pa bi rabila nek svoj način, ko se v bistvu rešiti teh, da se v bistvu dobesedno spucaš, si narava ful pomaga ali pa, ne vem, iti resati, da se umirim, samo tako, ne vem. Pač pri meni je res malo drugače, se ne lih, ne vem, tudi to moje dojemanje čarovništva se mi zdi, da zdaj, ki je prišlo bolj v javnost, ko bi rekla, tudi s tem staroverstvom, če si kaj zasledil tudi te stvari. Recimo, kad le pri nas v Posočju, odkar je Medvešček, se je to verjetno dosti ljudi poznano, je pač zapisoval, kar so mu povedali stari ljudje, ki so še živeli tle po Posočju, se tudi na Krasu imamo, pa Borisa Čoka, ki piše te stvari, recimo. In je dosti teh stvari od naših prednikov prišlo ven, samo oni so bili dosti bolj v stiku z naravo, so pač živeli totalno drugače kot mi zdaj. In meni se zdi po eni strani, ko bi rekla, karkoli, sem hotela pogledati od čarovništva, ali se včlaniti v kakšno skupino, ali pa skupnost, ali karkoli, kaj je dosti tega zdaj, se nisem prav 100% dobila v temu, ker dosti je ful je ta New Age, pač sploh nima veze, ker jaz čarovništvo dojemam bolj na ta tradicionalen način, v smislu, da ne glede na to, na katerem delu sveta si ti, pač recimo, ti se moraš pač povezati z okoljem, recimo s temi energijami, ne vem, da veš, kje živiš, da so te spiriti, ki živijo v tem gozdu okoli tebe, recimo, že če vključuješ to, da gledaš, ne vem, lunin cikl, slediš temu, ali pa letni časi, ko se spreminjajo, ki pač pri čarovništvu, recimo, vsaj to, kar jaz sledim temu keltskim praznikom, recimo, imaš čez celo leto in so povezani s temi spremembami, ki se dogajajo v naravi, ko recimo zdaj pač, kaj je zima, se bolj umirimo, gremo bolj v svojo notranjost, ne, poleti smo pač bolj naven, bolj živi, pač se vse nekako povezuje in se mi zdi, na nek način se mora tudi to s časom, bi rekla, spreminjati, ker ta New Age preveč zmeša vse skupaj. Pol imaš malo indijskih stvari s temi našimi stvarmi in pol je kar, ne vem, z Afrike, karkoli, mislim, je ful stvari pomešanih in tako, kar se mi zdi, kar sem tudi opazila, da vsak drugi je pri nas nek zdravilec po novem, pač tako nasplošno v Sloveniji, ne vem, ful je tega, pač in ljudje to plačujejo take cifre, da boli glava za neko zdravljenje, ki v bistvu je pač nič od niča, ne. In pol sem tudi ful razmišljala, da v bistvu po starem, če je bila recimo, dajmo primereno vas, so pač imeli nekoga, ki je bil kot tipo šaman, zdravilc na ta način, ne, so pač hodili ali k njemu na svete, ki je bil malo bolj
moder, da jim reče, ali pa so se hodili k njemu pač zdraviti in te stvari, ma je bil eden, ne. Zato, ker tudi v tej knjigi Highly Sensitive Person, recimo, ona so v bistvu šli tudi k živalim gledati te primere, ne, da če imaš ti trop živali, pač eden bo alfa, drugi mu bojo pač sledili in pol imaš, vsak ima neko svojo nalogo v tej družbi, zarečne. In pol imaš enega, ki pač je tisti, ki je malo bolj občutljiv, je tisti, ki bo zaznal z intuicijo, da ne vem, prehaja nevarnost in bo v bistvu samo opozoril trop. Bo mahar je tisti najbolj šibek del fizično, ne, mogoče ga bojo, ne vem, so drugi v prvi vrsti, ki se bojo tepili in tako, ne. Samo on je pa vseeno nek ključen del tega in zato se mi zdi tudi pri teh duhovnih stvareh, pač nasplošno, no bom zdaj se omejila samo na čarovništvo, se mi zdi, da to ni za vsakega, ker pač se ne da bom, kdo sem zdaj jaz, da bom ljudem govorila, kaj lahko prakticirajo in kaj ne, samo tako nasplošno, eni ne vem, če vejo, kaj se spuščajo, no. In zdaj, kaj je ratalo to moderno, pač po eni strani mi je okej, ker se razbija ful tabujev s tem, ker jih je pač recimo cerkev ustvarila, ne, po drugi strani gre pa to v neko smer, ki je tako brezvezna, po mojem mnenju, ne vem, pač ni unotru, ni ta pravo. Ja, spet smo v njih, pač tu so dva prednost in slabost tega moderna sveta, socialnih omrežij, medijev in to, ker lahko pač je ozaveščene, ne, se razbivajo tematike, tabuji, po drugi strani je pa vsak si želi to delati, ker misli, da vsak lahko dela, kar hoče, ne. Ja, se mi zdi, tu je velik problem, vem, sploh pri mladih, pač vsak bi bil zdaj popularno, biti tiktoker, influencer, že vsak bi bil to, ja. Če pogledaš nazaj, še pismo naša generacija staršev, nekdo je pa hotel biti uspešen, oziroma komu je pole ratalo biti, ne vem, uspešen, pa vplivnež, pa neki, ne. Večina je imela neko preprosto službo, skrbela za pač ljudi, pač za družino in tako, ne. Tako tudi jaz se provam dostikrat pač opominje, da jaz nisem nič posebna, ne, za ki bi mogel jaz postati nek influencer, ker tudi mene recimo vleče, tudi recimo s podcastom, pa vsem, kar delamo. Je, tako normalno. Veš, samo hkrati pa pismo, kdo pa sem jaz, ne, imam res nekaj zadati več kot vsi ostali, ne, je pa pač taka miselna naloga, ne, da te postavi malo na realna tla, ne, ker če ne si malo tam v oblakih, ne, in se mi zdi, to je najlažje videti z perspektive drugih, ne, kako si jih, ne vem, naši starši, kako si nas vidijo, recimo že nekdo, ki je 10 let starejši od nas, kako nas vidi, ne. Ker recimo, ko vidiš z druge perspektive, se ti že malo zniža ta ego, ne. Mogoče pa res nisem neki več kot vsi ostali. Misliš, da to je nek po tvoje tipo ovči nagon? Veš, da zato, ker je zmeri več ljudi v temu, da morajo biti neki popularni, da moraš deliti na socialno mreže vsak del tvojega dneva dobesedno, ne? Kaj si jedel, kaj si bil, kaj si delal, prav tisto. Da pol imamo občutek, da bi mogli kao vsi to delati. Veš, kaj če ne bi, ne vem. Moje je pa uni dopamin, kaj ga dobiš, pač tista nagrada. Možno, in da se počutiš zaradi tega, ker ti ljudje lajkajo, se počutiš pole vrednega, oziroma da nisi. Ne. Ja, mislim, meni gre to pri umetnosti ful na živce, zato ker to te ful hitro pripelje do izgorelosti, ne. Mislim, sem govorila s ful umetniki, ki dejansko tudi niso končali delati zaradi tega. Vezani na, In jaz nekaj cajta sem probala, sem rekla, zdaj bom vsak dan nekaj objavila in pol kar en dan sem opazila, da ni dovolj, da jaz objavim samo, ne vem, kar sem narisala. Moram tudi napisati nekaj ful tisto, ne, kao wise, da bojo ljudje brali. In ne vem, pač je bil kar nek pritisk, zato ker ti, pač, mislim, ti bom rekla za sebe, no, jaz vsak dan nisem mogla tako 100% od sebe, ne. In sem itak ful perfekcionist in pol se mi je zdelo zmeraj, da ni dovolj dobro in sem se ful obremenjevala s tem in je pač na koncu je kar nekaj pač. Ja, v bistvu rata začaran krog, ne, više, ako imaš pričakovanja, več hočeš, da dobiš nazaj od ljudi, avtomatično dobiš manj, ko si hotel. In pole spet zaradi tega so še više pričakovanja, še več moraš dobiti, ne, pole rata ta začarani krog, ko pole vodi do neke utrujenosti, izhorelosti, to je creative burnout, ne. Ni moj način to, ne, ker jaz rabim uni del ali pa tiste dneve, ki se pač odmaknem in sem v miru, ne, tako da sem ignorirala. Ampak na začetku je bilo že, namera je bila zgrešena, ne, delaš z tega, ki hočeš drugim nekaj dokazati, namesto, da pač delaš ven sebe, oziroma delaš zato, ker ti všeč to delati. Ja, ker tudi sem si naštimala, tako sem si kupila stojalo, ne, sem rekla, bom še tako malo posnela, kar išem in tako. In potem sem ugotovila, da v bistvu
je ratalo lih obratno, ne. Ni bilo, da sem jaz risala in uživala in pol vmes je nekaj slučajno ratalo. V bistvu sem pol delala samo zato, da bom imela jaz lepo objavo in pa sem si rekla, kam to pelje nikamor. Ja. Tudi dobiti nek balans med tem. Saj po eni strani ta motivacija, ne, je dobra, ker te žene naprej po ustvarjanju. To je res, ja. Hkrati ne sme biti prevelika, ker če je prevelika, te pa pahne v ta začaran krog. Tako da smeram, itek pa ne dobiš ta pravega balansa, greš malo levo, malo desno, ampak se učiš. Ne? Ja. No, zanimivo. Kaj sem te še ti vprašati? Jaz malo zdaj sem začel spoznavati malo to astralnost oziroma te stvari, astronomijo, astrologijo in te stvari. Tako da mogoče vem, da tudi tebe to zanima. Kar ja. Sploh vidim, recimo spet zaradi tega, ker sem tudi jaz tako občutljiv človek, sploh te lune pa sončni mrki, lunini mrki, to se sploh ne vem, ki govorim, ampak pač to ful vpliva na mene. Sem videl zdaj, tudi pred kratkim sem z eno punco se pogovarjal, pa tudi se ukvarja s tem, pa pole sem dal moje podatke, pa je napisala, veš, tvoja luna je zdaj prišla v bika, whatever, karkoli že to pomeni, zdaj pač te čez vikend se boš malo slabše počutil, in res sem se malo slabše počutil, pač tako energetsko, ne zaradi tega, ker bi pač razmišljal o tem, ampak ja. In zdaj kao je rekla, da naslednje pol leta bo lahko ful dobro, pa bo ful slabo. Ja, pač, okej. Pač nočem zdaj tu preveč resno, ampak krati vem, da je ful na temu ta astronomija. Ne? Astrologija, okej, tudi to obujem. Ja, astronomija že bolj znanja. Ja, tako, ne vem. Jaz sem, pač po eni strani sem ful tako, kaj bi rekla, skeptična spet glede stvari. Samo po eni strani pol vidiš, da sploh ta luna, ne vem, ima nek vpliv. Tu je tako, že kdaj, ko pridejo prav kakšne te super lune in to, ali pa ne vem, kakšni mrki, to je že tako 3 dni prej, ko se zgodi. In 3 dni pol. Mislim, tako drži. Če ne druza, če delaš v trgovini, vidiš po ljudeh, ki pridejo tiste dni v trgovino, se mi zdi. A pa po živalih doma, ne, pač ono, ki se ne znajo kontrolirati, pač ki se ne morejo kontrolirati. Mislim, zdaj tako, jaz sem na začetku, bi rekla, kaj mi je bilo zanimivo, sem si pač pogledala to svojo natalno karto, sem provala preštudirati, mi je ratalo hitro preveč vsega, nisem zastopljenih reči prav več, pač bi rabila koga, da mi razloži. Tako so mi, ne vem, ker sem brala to natalno karto, recimo, kaj jaz vem, ene stvari sem vseeno dobila kot nek ključ, ki mi je pomagalo razložiti ene dele sebe, pač tako ne bi rekla nikoli, da ne vem, to je zato, ker imam v Saturnu to in to, pač tam je pisalo. V tebi že to pomeni, ne? Ja, tako pač ne vem. Tako da malo sledim, imam tudi neko aplikacijo, ko je že Astromatrix, se mi zdi. Pač tam je kar tako, vneseš v bistvu svoj datum noter in pol ti piše tedensko, kaj se ti bo dogajalo. Evo, to se bo možnost. Mi je ful dobro, ker tako en cajt sem bila prav, dej, ne bom pogledala na začetku tedna, si bom pisala, ker pač jaz imam zmeri nek zvezek, ker si pišem tipo dnevnik ali misli ali karkoli se dogajalo, tako kakšne ideje in tako. In zdaj nekaj bom pač preverila pol na koncu, če se je res uskladilo in se je, pač tako vsak teden. Mi je bilo zanimivo, ja. Ne vem, če ne, je, da najbolj pomembne so te 3, pač kar imaš v soncu, kar imaš v luni in kar v ascendentu, pač kar je bilo tisto minuto, ko si se rodil, pač v tistem znamenju. V bistvu, ko je že kjero znamenje je bilo točno na vzhodu, pač ob tisti uri, ko si se ti rodil, no neki taza. In tiste 3 ne bi bile tisto, kar je glavno pri tebi. Pol ostalo je tako delo, pač odnosi in tako naprej. Ne vem. Tako da o tem vem, bolj sledim tem luninim ciklom, no se mi zdi ful zanimivo to povezovati nekako. Se mi zdi, imaš je tako nek enostaven način, ko imeti ta stik z naravo stalno, ker pač luno je tak, da jo ne vidiš prav vsak dan, ker ima tudi dneve, ki se malo skrije. Tako večinoma lahko slediš temu, to mi je bilo zmeraj zanimivo. Edino, kar pogrešam, kar bi mi bilo res zanimivo se naučiti, je, da bi vedela več o zvezdi ali pa kjera zvezda, kaj pomeni, kjera zvezda je kjera sploh. No, se mi zdi, da to nas bi lahko učili, tako že
ko smo bili mlajši. Ali, ne vem, da bi bilo že v osnovni, tako, da bi se znali orientirati. Ja, ker nekaj smo se, ampak je bilo ful malo fokusa. Ja, tako si poslušal, si pozabil na srednjo uro, vsaj pri nas je bilo tako. Ja, to je res, naši predniki so se predvsem po dnevi po soncu, po noči po zvezdah, pa luni. Ne? Zdaj, ko je tako svetlo, je tako niti ne vidiš zvezd, ne, pač ful smo se oddalili tudi s tem od tega, se mi zdi malo problem. Bolj... Ja. Kaj pa recimo prej si omenila keltski koledar, kaj pa to? Ja. To recimo imaš v bistvu v glavnem praznovanje, ne vem, enakonočje in solsticijev. Imaš pač zimski in poletni solsticij in spomladansko, jesensko enakonočje in pol so vmes še tisti prazniki, ki nekako označujejo kot neke prelomnice, ne vem, kadar tisti cajt, ker recimo zdaj naslednji, ko bo ta praznik, je lih v bistvu za, mislim, solstici pride zdaj za decembra. Zimski, ja. Ja. In pol po temu imaš že zareč prav v začetku februarja, kadar pridejo recimo ven zvončki, ta prvi val pomladi in v bistvu vsaka ta, ko bi rekla, vsak praznik te nekako poveže s tistim, kar se trenutno dogaja v naravi. In istočasno pogledaš tudi malo, kaj se dogaja noter v tebi. Recimo, pač zdaj, kaj je zima, gremo pač, ko se nekaj prej noter v sebe, pol bomo začeli nižati tako. So že tisti prvi znaki, ki tudi ponavadi, ki pridejo tej praznike, ki nastopijo. Recimo, veš, ne vem, pač, ko zavohaš v zraku, da ne vem, prihaja poletje ali pa kaj taza. Pač, ko začutiš na neki tem našem živalskem delu še zmeri, začutiš te neke menjave v naravi. In je ful povezano s tem, pol imaš recimo spet pomladno enakonočje in se pač praznuje to ravnovesje, v bistvu se ful gleda pač ko se sonce pomika skozi leto, ne, kdaj ima več moči, kdaj manj. In mi je ful zanimivo, ker tle tudi se dejansko je to ravnovesje med svetlobo in temo, ne. Zato, ker poletni solstici, zareč takrat so vsi poletje se je ful svetlo, ima v bistvu od poletnega solsticija naprej se začnejo dnevi že krajšati, ne, že drsiš nazaj proti temi. In ja, je tako za ful, se da filozofirati tudi malo okoli teh reči, no. Ja. Jaz sem opazil, zdaj recimo se spomnim lanski zimski solstici in zdaj letos poletni solstici so bile ful močne energije okrog tega in sem bil prav. Pač ja, spet mene se pozna predvsem na fizični, ne, se pravi spet ta utrujenost. In kada se nekaj dogaja, je pole čutim na neki, ali je to fizična utrujenost, a pa mentalna zamegljenost, brain fog in to. In pole ta poletni solstici sem se prav dati v mir in pač takrat so kruh tiza so govorili, da je kao ful močna sprememba, energija so močna in to. In prav spuščati reči ven. In sem prav videl, kako se je pole naredil nek shift, ne. Tudi pole. In se mi zdi druza, pač okej, tu so vse malo reči, ne, ampak tudi če jih ne zastopaš, pač ki ti košta narediti nekaj na temu, ne, pač ne druza se pač probaš, ne vem, malo opisati v dnevnik in spuščati neke stvari oziroma procesirati stvari, spuščati in sigurno bo prišlo nekaj prav, pač tudi če ne verjameš v te stvari, ne. Da se po mojem to je samo neka ko bi rekel, neko prvinsko, pač ko neka povezava z naravo, kar so pač dejansko delili ljudje, sploh zato, ker vsi te prazniki od cerkve ponavadi padejo lehne, stare, keltske sploh. In zato, ker so pač provali tako so dominirali vse skupaj, no, in provali izkoreniniti. In jim ni lih ratalo, nekaj pač smo še tlejeni. Samo, ja, se mi zdi, da tako nasplošno ljudje pač iščemo zmeri bolj ta stik, zato ker smo se toliko oddalili od narave. In pol pridajo te prelomnice za reč, ker čutimo nekaj in nam ni jasno kaj in pol celo se nam zdi, da je brez veze in da ne, mislim, tako se nam, ne vem, nimamo več te povezave, ne, sam pol če pogledaš je samo dejansko vsi te prazniki, vsi te niti ne prazniki, no, ta enakonočje in tako naprej, to so dejansko kot neka prelomnica v naravi, ki se zgodijo, ne, ki se pač se zgodi nek shift, se nekaj obrne, je drugače, tudi živali se odzivajo na to in je, ne vem, se mi zdi, kot da se
Tako da nam je težko sprejeti, da smo zareč del narave, ne? Tako da pač smo mi neki več. Ja, ko hočemo biti neki več. Ne? Ja, ker zmerijo človek in narava, je, ne? Pač človek je tudi narava. Naš intelekt in to smo več od narave, v bistvu pole. Ja. Se kaže sama narava skozi spremembe. Ker te reči dejansko čutiš, ne rabiš niti, pač v bistvu ti rabiš prvo začutiti, pač pol se ubadaš z logiko, ne, in z razlaganjem. Važno je tisto, da dobiš ta feeling. Ja. Čekaj, sem te vprašal. Ja, intuicija, ki si prej omenila. Kako pa veš, recimo, kaj pride od intuicije, kaj pa pride recimo iz uma? Kako ti ločiš te stvari? Ja. Ker to se mi zdi, da ima kar težave ljudje. Okay, prej si omenila recimo panični napaki, tisto ni intuicija. Ampak tisto se mi zdi, da je lažje prepoznati, zaradi tega, ker tam pridejo tisti glasovi, pridejo prav kot neko bombardiranje in je ful tako močno. Se mi zdi intuicija, da je tako malo bolj nežen glas in prije ponavadi, kadar si v neki tišini. Ne vem, kako se tebe to... Si odgovoril že sam na nek način. Ne vem, jaz sem ful sem se obadala s tem iz v bistvu iz katerega dela glave pride pri meni to. Pač ne vem, kaj jaz, če si predstavljaš svoj, oziroma vsaj jaz si svojo glavo ali pa svojo notranjost, da si predstavljaš kot nek prostor ali pa kot nek nek plac, ne vem, kakorkoli. In sem opazila, da kadarkoli je intuicija tista, ki govori, ta notranji glas, pride pri meni iz nekje od zadaj spodaj gor. In mi je tudi ful prišlo prav, ker sem videla, ne vem, v kakih situacijah, ker nisem znala ločiti, sem v bistvu samo poslušala, iz katerega dela glave pride ta glas. In je bilo zmeri, pač, ne vem, sem se naučila s cajtom brati, zdaj tiste vsiljene misli, ali pa, kadar ratamo, ja, kako si rekel, če, ne vem, ti dam zdaj par stvari na izbiro in ti rečem po intuiciji, povej, kjero je ta pravo, recimo, in ti boš takoj v paniki, razumeš, pač, sploh ne boš poslušal dela sebe, boš samo, da pač, ne vem, da ne falim povedati, se ubadaš v bistvu ful s tem, ne, samo to je spet, se mi zdi, nekje bolj globoko, ja, tako da ta šunšur, za reč, ki prije na vrhu glave, ne, je brez veze, tisto moraš dejansko umakniti, se umiriti in zato, ker intuicija pride ful, ko si rekel, pač ja, to umirjeno, kalma, zato, ker pač je ta pravi odgovor, ne, v bistvu. Uno je pa tako, te spravi takoj v dvom, in tisto ni intuicija. Pač, evo, tudi potem se lahko orientiraš, dobiš takoj za tem dvom, ali ne. Se v bistvu dosti krat tudi nastopi tako, da prvo prije intuicija, in potem od zadaj prije dvom, ampak tisti dvom je potem posledica egota, v bistvu uma, ki ti začne, ne, to pa ni res, ne, to pa sigurno, ne, pa... In še nekaj je, ne, v bistvu, kar sem zadnje cajte ugotavljam, kar me je ful presenetilo v bistvu, da nimajo vsi nekega notranjega dialoga v glavi, se pravi, ne razmišljajo vsi v bistvu, kuda je debata v glavi, eni vidijo samo slikce, eni imajo samo to debato, brez da si neki predstavljajo ful živo, eni imajo oboje. In jaz sem mislila, da je to mešano pri vseh, ko je pri meni, pač ni. In pole, zdaj ne vem, to moram še malo raziskati, ja, ker me ful ljudi praša v bistvu, ko vedeti, kaj je intuicija in moraš v bistvu prvo razumeti, ko oni razmišljajo, na kakšen način, ko sploh, ali imajo oni debato sami sabo v glavi, ali ne, kar pri meni je. Zdaj ne vem, pač to je ful, možgani so tako malo triki. Ja, ful. Kaj še tu me zanimalo, prej si omenila par karte, tarot karte in to, pa me zanima še tu, kako uporabljaš, oziroma kako si se s tem spoznala, pa zakaj jih uporabljaš? Jaz s temi kartami sem se prvič srečala v otroštvu, zato ker pač je nona imela par prijateljska, so jih imele in pa so se tam šlohale in pravile zraven kafeta neke stvari, pač je bilo bolj ne vem, se mi zdi, nasplošno vse ljudi to nekako pretehne, kaj je ono mistika, kaj mi bojo pokazali karte, mislim, se pol ful ljudi ne verjame v to, ne. Ma niti ni fora v temu, ali ti verjameš ali ne, bolj se gre za, ko bi rekla, pač dosti ljudi naredi to napako, zato ker razume to, pač tarot karte, kot nekaj, kar napoveduje prihodnost. Samo v bistvu prihodnost se vedno lahko spremeni. Jaz vsakemu povem, recimo, ko pride na reading, da v bistvu jaz vidim nasplošno te naše odločitve, vesolje, kakorkoli pot naprej, kot da je milijon niti, ki so pač prepletene med sabo in povezane, ker je vse povezano. In zdaj ti, če boš šel po eni poti ali pa pač potegnil eno to nit,
je spremljena še na toliko drugih nitk, ki bo pač potegnilo za sabo. Ne? Vsako tvoje dejanje bo sprožilo odzadaj verižno še nekaj drugega. In zdaj v bistvu bolj bi rekla, da ti, ki si pogledaš karte, bolj ti povejo, na kakšni točki na tvoji duhovni poti trenutno si in ti pol dajo, vsaka karta ti da na svet, recimo kaj narediti, imate tudi hkrati te malo tako opozori, na kaj bi bilo boljši spustiti, recimo. Pač tako so vedno neki dvojni pomeni. Mene recimo najbolj pretehnejo od vsega, po mojem zaradi tega, ker sem umetnica in zato, ker so v bistvu slikce in jih ful lahko berem, podobno kot pri psihoterapeutih, ki ti dajo te kartice. Dosti ljudi mi je reklo to, da ti dajo kartice, ki so horko neke packe in ti v bistvu gledaš in moraš interpretirati, kaj je na tisti packe, kar vidiš. Je pol, zato vsak bo videl nekaj drugega. Ne? In zdaj karte sicer imajo nek opis, pač imajo določen nek pomen, a vseeno pač važno je tisto, ko jih ti razumeš, zato ker tako gledaš za različne situacije. Ne? Tako da meni je ful fajn, ker jih uporabljam za dejansko, jaz, ko si pogledam tisto in mi pomaga premljati stvari v glavi. No? In pol je dejansko neka terapija dobesedno. In ni zdaj, jaz ti v bistvu na podlagi kart, ki jih pogledam zate, lahko nekako napovem, v katero smer bo šlo, če se boš ti obnašal tako, kot se obnašaš zdaj. Recimo, če upoštevaš to in to, bo šlo v eno smer. Samo, ker boš ti prišel do tja, je še zmeri tvoja odločitev, pač zato, ker je tvoja volja, ne, kaj boš pač, ko boš obrnil v lifeu pole volan za naprej, tako nekako. Ja, to je zanimivo. A imaš karte sabo? Ne. Če ne bi lahko tle v živo zdaj mi prebrala reči. Vedi že malec Blaž. Ko je ker tip, jaz sem samo enkrat gledal, je imela mama upaljeno, rekla, pogledi tu zdaj. Klicala ena stara gospa. Ja, veste, mož mislim, da me vara. In kaj ne naredim? Tup. Ja, vse veste, gospa, kaj narediti. Ja, jaz ne vem, kaj narediti. Ja, vi veste, kaj narediti. Dajte to narediti. Ja, veste, ja, vem, da bi ga mogla pustiti, samo si ne upam, kim bole mene sprašavati. Marija. Mislim, pol ljudje pač vidijo to in mislijo, da je to, ne, pač ni, to ni nač, mislim, to je katastrofa, res. Marija. Zanimivo, ne. In v bistvu, kako pa to dela oziroma funkcionira, to pole podzavesti, da v bistvu vržejo karte ven ali kako? Ne vem, je ful creepy, ker karte imajo zmeri prav. Pač to je prav neko bi rekla, pravilo, samo je res. Pač v bistvu tisto, kar ti pokažejo, jaz ne morem verjeti. Jaz sem imela primere ljudi, ki so hodili k meni in je prišla, 5krat ista oseba, v bistvu z istim vprašanjem, no, zato, ker pač enim poveš, pač je pol na njih, ali bojo naredili nekaj na sebi in na svojem življenju ali ne. In 5krat se je vrnila in 5krat je imela isto vprašanje in iste karte pol. In jaz tako, v drugo, ki se je zgodilo, sem bila na ključje, in potem je bilo 3., 4., 5. in sem bila, dobro, zdaj pač se moramo resno pogovoriti, ker pač, mislim, in še tako pač vsakeč, ko je prišla mi je pač... Čekaj, tu je bilo enkrat je prišla, 5krat si vrla ven, ali 5krat je prišla? V roku enega leta je prišla. In zbena iste karte. Bila isto, ja. Tudi pač toliko krat je bilo, da sem pogledala kaj za sebe in zdaj ne vem, je neko, nenapisano pravilo, da če mešaš in pol zleti ena ven, tista ene, recimo. In kdaj sem vprašala kaj in pol je padlo in sem videla, kjer je padla in sem bila tako, ne, danes sem hotela jih postaviti na mizo in zbrati sama, ne, in pol postaviš in pobereš in je spet lih tista. In prav, pač to se zgodi tako, unike berejo karte, bojo povedali 100%, to, ker pač to se res, vsaj s tistimi, ki sem jaz govorila, se zgodi vsem to in je tako, ne vem, pač zanimivo je, ker imaš v bistvu tudi, pač je razdeljeno na malo in veliko arkano, recimo v veliki arkani imaš bolj življenjske lekcije, v bistvu naj bi bile predstavljene vse lekcije, ki jih boš ti kot človek skozi življenje doživel in je res od do, pač je ful filozofije za tem, no.
in pol imaš pač malo arkanov, ki so pa bolj tako, bi rekla, vsakodnevne situacije ali nekaj, ki ni tako zdaj nekaj ključno. Kadar dobiš une lekcije, pol takrat se moraš bolj poglobiti, bi rekla. No. Malo bolj premisliti, kje si zdaj na tvoji poti in kaj moraš ozavestiti, v bistvu, kaj prekiniti in tako naprej, da boš pač ratu boljša verzija sebe. Ne vem, saj tako jih jaz vidim, no, ko neko orodje, da pač si zmeram bojiš, da delaš pač na sebi. To so ful fajn. In je ful fajn trening za intuicijo tudi. Pač se mi zdi tako nekaj lahkega, zato ker zdaj iti z prve, mislim, da po željima, iti z prve v neke druge tehnike vedeževanja je malo težje. Ker recimo eni, mislim tako, nekako verjetno ne bi razumel nobeden, niti jaz ne vem, no, pač nisem še probala, da imaš kakšne lupince od orehov ali pa, ne vem, kamne različne, ali pa tako, kar dobiš v naravi, tipo kakšna kost ali kamen, karkoli, in pol da v bistvu to vržeš po mizi in tako, ko pade in ti dobiš iz tega neko videnje, recimo. Ali pa pol imaš, to mislim, da v slovenščini je zrenje, da v bistvu si, ne vem, natočiš v temno posodo v vodo in paziš, da nimaš nobenega odseva v vodi in pač, ne vem, svetlobe je boljš, da skoraj nimaš eno svečo, recimo, lih toliko, da je tako taka medla svetloba. In poleg gledaš, v bistvu prvo se umiriš, ti pa lahko malo meditiraš, se osredotočiš na tvoje vprašanje ali pa kaj bi rad imel pogled, no? In pol odpreš oči in v bistvu tako malo zasanjeno probaš gledati v to vodo. Zdaj pač malo ti začne dejansko, jaz sem probala to parkrat, malo ti začnejo nahajati oči ali ne vem, vsaj meni se to zgodi in pol čez cajt se nekaj aktivira in pač jaz začnem videti v glavi cele filme, recimo, ali pa slike in tako in pol tisto, kadar je konc si zapišem in pol tako čez pač par dni preverim, ali je kaj bilo res ali ne, ali pa teden, lahko kdaj tudi mesece, ne, gre mimo in ne vem, se pol uresniči v bistvu tisto, kar si videl, kar je spet tako, ne vem, ko bi pojasnila, samo, ne vem, tako. Da smo dobili obiskovalca. Ja, obiskovalca. Prišel poslušati podcast. Karte se mi zdijo ful uporabne, predvsem zato, ker recimo dostikrat je težko dobiti nek feedback, v katero smer se premikaš v življenju. Ja, to je v bistvu bolj tako, ko neko pogledno na hitro. Ja, tako, ko tudi vidiš. In verjetno, ko si prej rekla, če se ti pojavljajo vedno ene iste karte in v bistvu nisi pole nič naredil na temu, kar bi mogel narediti. Ne. Tako da, prije pa, ali pa kakšne drugačne oblike. Ne. Mislim, kdaj je tako, imaš v bistvu recimo lekcijo in pol pač tiste lekcije očitno nisi naredil še in ti pol hodijo te situacije pač na unih majhnih kartah, ki ti pač kažejo povezavo s to lekcijo. Ne. In je tako, je vedno nekaj, pač v bistvu se ful naučiš opazovati sam sebe na nek način s tem, se mi zdi. Tako da je fajn, je za probati. No. Bi probal, moram prišti dan tja do tebe. Se upam, da imaš danes karta tle, da bi danes delala tle, oziroma pogled. Tako, zdaj smo dobro urcom po, a je še kakšna taka tematika, prej si rekla, da si malo... Na uram po, Je, ne? Se grem. Ne, prej si rekla, da si razmišljala, če bi vse debatirali danes, a je še kakšna taka tematika, ki jo nismo predebatirali, pa bi mogoče se zdaj še ustavljati le malo. Ma ne vem, mislim, da bolj ali manj smo vse, tako en preplet vsega, ko sem rekla. Saj pač, lahko so te tematike take tabu oziroma take ne? Ampak poleg, kad začneš malo razmišljati drugače oziroma pogledaš te stvari skozi drugačen vidik, ko smo recimo predstavili danes, vidiš, kako lahko tudi te stvari uporabiš za neko dobro počutje. In od čarovništva do intuicije, do kart, do, če smo še govorili, občutljivosti, ne. Vse to v bistvu lahko uporabiš za več dobrega počutja, ne. Tako da. Ker tle v bistvu je problem zareči ta New Age, no, jaz vidim tle ful težav na splošno, zato ker gre res vse ful površinsko in dejansko dosti ljudem, ki so bolj tako logičen tip, bom rekla, jim deluje res ko ne. Samo pač ni, ker se poglobiš v to, prideš dosti krat tudi tako na rob skupaj z znanostjo, ki ugotavlja kakšne stvari v to smer, kakšne, ne vem, tipo telepatija in te stvari, ker meni je to vse ful zanimivo. Jaz vedno preberem
obe strani, no, pač probam uskladiti nekako. Ne bom kar, in sem dostikrat ful skeptična, ne bom kar takoj verjela na čemu, ne. Čeprav niti stvarem, ki se meni zgodijo, kdaj sem tako, pač prav razmišljam pole, ful, ko to sploh razložiti, ko sprocesirati samo, Ja, vse počasi se mi zdi, da znanost bo prišla na to, vse recimo kvantna fizika in kar govori Joe Dispenza, recimo, vse počasi on je tudi tak tip, da govori od mistike, ampak hkrati je pa PhD znanstvenik, ne, in prepleta to dvoje, ne, in počasi se začenja premik naprej, ne. Ja, moraš imeti ful odprto glavo v bistvu. Ful mora biti odprt, ne, hkrati pa se mi zdi, bolj ko bo napredovala znanost, bolj se bo tudi ta aspekt začel pač pojasnjevati, ker v bistvu tu je kvantna fizika, zakaj te stvari delujejo, ne, tudi ne vem, manifestacija, tu vse na kvantnem nivoju, ampak trenutno znanost še tega ne zna dokazati, ne. Ampak ko bo prišla enkrat znanost do te točke, pole bo zato je, ne, in pole vsi tisti, ki so enkrat bili proti temu, ne, mogoče smo se pa motili. Ja, rabijo pač, mislim, se tu jaz po eni strani, ne, mislim, ne prav tako hardcore, da bi rabila stalno neke dokaze, tako mi je fajn, če se da nekaj razložiti, ne. Pač se tudi jaz ne zdaj nobenega silim v to, ampak se mi zdi fajn, da ostaneš odprt in uporabiš tisto, pač, kar vidiš, da ti pomaga, oziroma kar vidiš, da je zanimivo. Ja, pač uporabiš vsega pomalo. Ja, vsega pomalo, ne, se to je pa New Age, ne, pač pobereš malo čarovništva, malo hinduizma, malo budizma, malo ameriškega kapitalizma, ne, rata New Age, ne. Je važno, da se prodaja. Ja, važno, da se prodaja, evo, da je profitabilno. Neč, za konc pa se veš, imamo dve vprašanji za vsakega hosta, kaj zate pomeni dobro počutje, pa 3 nasveti za več dobrega počutja. Kaj zame pomeni dobro počutje? Ja, v bistvu to, da imaš, bom rekla kar tako, da imaš urejene, postavljene vse te 3 temelje, ta glavne. Pač, mislim, telo, duša, no, da je to usklajeno. To se mi zdi tako glavna stvar, ker pol na temu itak gradiš vse naprej. Zdaj, ko na svet, bi rekla, da že ko smo govorili toliko od simbolike na splošno in v risanju in v kartah in pri vsemu, bi rekla, da smo mi tisti, ki dajemo stvarem pomen. Se pravi, tudi tako, če si že prišel sem, no, pač v ta life, če imaš zdaj to izkušnjo, si pač zdaj tle, pač vsaj izkoristi to in dej temu nek pomen oziroma najdi pomen, zakaj si tle, ker se mi zdi, da je vsak z nekim namenom tle. In ni nujno, ko smo prej rekli, da imaš ti nek ful pomemben life, ne, da moraš ful izstopati, lahko si tle zamet prav v bistvu nek umirjen life, ne, in pač lih tako ti sam pri sebi prideš do nekih zaključkov, se v bistvu ne rabiš izpostavljati, zato ker si prišel koncu dokončati nekaj sem, ker jaz po eni strani verjamem v ta v bistvu reinkarnacijo, no, da ne vem, zato ker če ne, tako če pogledaš, je life totalno brezvezen. Mislim, eni pač gledajo samo na to, da ne vem, končajo šolo, si dobijo neko službo, pač imajo neke papirje, da so nekaj končali, enim ful pomeni, če grejo delati neke tečaje in imajo certifikate, v bistvu nobena ta stvar ne pomeni nič, če ti ne daš pomena, ne. Tako da se ti dobro počutiš pri vsemu, po mojem moraš dati nek pomen in se moraš pač vse, kar se ti dogaja tudi, no, ta povezava, ki jo imaš s sabo, da se res spoznaš skozi življenje, skozi te lekcije, ki jih dobivaš in niti ni, ko sem rekla, nujno, da vse to, kar se ti zgodi, deliš z drugimi, ne. Pač važno je, da ti sprejmeš to noter v sebi in pač sprejmeš sebe in gradiš na temu, da si vedno boljša verzija sebe, no. Tako da to bi jaz rekla, ker sej preko tega pol tudi skrbiš za te temelje, za hrano in za gibanje in za vse skupaj. Tako nekako. To pa res, evo. Super izkušnja, hvala, ker se udeležila. Hvala tebi za povabilo. Top, zanimiv pogovor. Zdaj lahko še deliš malo za ljudi, ki te še ne spremljajo, ki te lahko dobijo. Vedno imaš zdaj ful da si pred kratkim zalaufala nov profil.
Ja, na Instagramu in Facebooku imam Izabela Furlan Art. Zdaj pač, v bistvu sem že kar nekaj časa nazaj odprla skupino ob Čarovničinem kotlu na Facebooku, kjer delim bolj ali manj v bistvu, kaj daje meni inspiracijo za moje risbe. Tako malo bolj tudi gremo v te tabu teme, malo razbivamo to. In zdaj sem odprla še profil na Instagramu za unih, ki niso na Facebooku, tako da pač sem vseeno si naredila tako, da mi ne bo preveč kaotično, da me ne bo preveč utrudilo. No. Tako vseeno se mi je zdelo pametno, da se razdeli, tudi zaradi tega, ker na enem objavljam samo v angleščini, na drugem v slovenščini in se mi zdi pomembno, da se tudi v slovenščini dobi kakšen material tako za brat, no. Tako da se malo razširi tudi med to publiko. Tako da to je to za enkrat, ja. Top. Bomo dali vse povezave v opis podcasta, tako da to je to. Hvala Izabela še enkrat. Hvala tebi. Hvala vam za poslušanje, upam, da vam je bilo zanimivo, všeč, da ste se malo razširili obzorja in to je to. In se vidimo naslednjič. Posumejte. Čau. Čau.